Pozdravljeni v 94. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. Danes spet nimamo gosta, ima pa v bistvu dobre teme, veliko novosti, pa enih par napovedi dogodkov, ki se bližajo, tako da je mogoče, Robi, najbolj, da začneva. In to je na začetku in v bistvu nekaj se je že teden nazaj, sem nekaj na Facebooku objavil, ena slikca, ki je bilo tako v bistvu spomenljivim naslovom, da se nekaj ureja. No in res se je urejalo, v bistvu en video se ureja, oziroma se je zdaj že uredil in ga boste imeli priložnost videti na YouTubeu. Je pa v bistvu ta video se nekako navezuje na dve oddaji BIM Pogovorov, na 90. pa 93. V prvi smo gostili Davida Lozeja, zdaj sem se že naučil reči, pravilno naglasiti. Jaz bi pozabil. In pa, ja, veš, jaz sem video urejal, sem to večkrat slišal, ker me je David popravil. Ja. In Andrejem Šenom iz M-Sore. No in z obema smo se nekako pogovarjali o BIM knjižnicah, David bolj strani razvijalca, Andrej stališča naročnika enih takih knjižnic in pa jasno, kaj se da s tem knjižnicam potem oziroma s podatki potem naprej narediti in slišali smo, da bi M-Sora rada to dejansko direktno v proizvodno dala. No in vmes pa Davida prosila in je prišel enkrat predstaviti to v živo in posneli smo en tak video, zdaj kar za 1 uro je prišlo tega. Tako da, kako se ti zdelo, Robi? No? Tako da v bistvu danes smo tlele samo bomo malo pokomentirali, pa poslušalce napotila na YouTube stran BIM Pogovora, kjer si bojo ta video lahko v celoti ogledali sami. Ja, no, obljubil si, da bova šla čisto na začetek, začel si pa čisto na koncu. Ja, res. V bistvu Matevž me je nagovarjal na te videe že koliko časa? Sigurno 2 leti. Ja, zelo zgodaj sem v telih BIM Pogovorih smo nekako začela sanjati, ali pa jaz sem začel sanjati o tem. No, ti, jaz nisem. No, in zdaj je bila končno priložnost, oziroma ne, zdaj je bila taka tema, ki se je dejansko res ni dal pokazati ali pa opisati samo z audijem. Zato smo se odločili, da bomo posneli video in tu se moramo še enkrat zahvaliti Davidu, ki je bil pripravljen investirati eno dopoldne, da smo to naredili, da nam je predstavil, da smo se malo pogovorili. In nastal je video, ki ga bova, če se ne motim, dala v zapiske, ne? Absolutno bo povezal v zapiskih. Je pa tako, no, da mislim, da imamo načrt, saj jaz si nekako predstavljam, pa to smo na koncu videa že omenili, da morda to sledi še nadaljevanje, enkrat o priložnosti, zato je, ker ta prvi video je zgolj nek tak povzetek ali pa pregled tega, kaj Arhicad omogoča v okviru neke izdelave nekih takih BIM knjižnic. Za tiste, ki videa še niste videli, mislim, da je taka večina. No. Naj omenim, da se je Matevž to lotil si je zelo otežil delo, ker je cel video narejen s 3 kamerami, pa še z snemanjem zaslona, ki ga je David snemal, pa vem, smo posebej mikrofon, pa ne vem kaj vse. Tako da že zadnje 3 tedne poslušam, kako se matra s tem videom. Ampak ja, končen rezultat je pa se mi zdi, ker bom mal rekel, samo všečno je pa kar precej kvaliteten. No, v bistvu s tem, kar sem urejal tole, tako v bistvu sem to izkoristil, da zato sem se nekaj naučil. Ne. Je pa res, da ko enkrat želiš pokazati zaslon, potem pač to ne moreš z nekega snemanja kamere delati, ampak je treba posebej dejansko zaslon zajeti. Tako da je to David brez na računalniku naredil, tako da je slika res tista, ki je on videl. Tako da jasno, pol se tudi neki detajli lahko vidijo in opazijo od nekih dinamičnih točk in v bistvu vseh teh parametrov, ki jih je možno nastaviti in tako naprej. Tako da vse to bi bilo sicer zgubljeno, če bi samo neko videokamero postavili, pa se šli snemati v bistvu na tak relativno preporočen način. Je pa res, da smo takrat, ko smo se to lotili snemati, naredili tako relativno nepripravljeni, naredili vse običajne napake ali pa začetniške napake
od tistih, da nismo neki plosknili ali karkoli že, da bi omogočili software, da bi to sam posinhroniziral. Tako da se jaz potem večkrat namatral, kako bom se te video zapise, pa še posebej audio, ki si ga ti snemo, zložil skupaj in to nekako posinhroniziral in smo imeli kar veliko težav. Tako da je Robi zadnjo, pač tisto pred zadnjo verzijo, ki je gledal, v bistvu rekel, da to pa ne gre skozi. Ni bilo tako. No, med vrsticami sem jaz razumel na ta način. Ne, jaz sem samo povedal, da je video v drugih delih toliko boljši, da me ti zmotil. Ampak ja, bilo pa tako, od 1 ure videa je bilo neposinkanega 5 minut. No, tako. Ja, ampak je pa res, ne, da je to ravno tisto, kar ponovadi vedno moti. Se spomniš, ko smo kakšen video, ki si zripal ali pa nekje dobo, pa je imel malo zamaknen audio, je bilo to čisto negledljivo. Ne. Ja, ali pa podnapisi. Ali pa podnapisi. No. Vse, kar je nekako res ni na ta pravi moment, potem je kar zoporen gledati in se moraš malo matrati. Dokler ne vidiš direktno ustnic, pa kreten in ne vem kaj še vse, pol še se nekako gre. Ne. Glede na to, da si že sam naj postavil neko pozicijo, koliko napak smo delali. No. Jaz bi se rekel, da malo sreče smo imeli, ker tudi David je na Apple programski opremi, da smo precej stvari lahko kar z vgrajenimi orodji uredili, recimo snemanje zaslona pa to. Ja, res je. Ko bomo šli na Windows, se pričakujem, da bomo imeli na tem več težav, če bomo šli. Razen, če si zdaj naredil križ čez montažo videa. Ne, to je zdaj, v bistvu sem slišal, to je tako, da v bistvu to ali te zagrabi, ali te pa to kot vrne, da nikoli več ne probaš. Tako da jaz sem recimo nekje vmes rato. Tako da zdaj upam, da naslednjič, ko bomo kaj takega delali, pa verjamem, da bomo, kar načrti so, ali pa plani, želje, ne bomo teh začetniških napak delali. Pa bo precej lažje in precej hitreje, tako da tole je bilo posneto v bistvu že 1 mesec nazaj. Pa je toliko časa trajalo, pa so bili prazniki vmes in ne vem kaj že vse. Pa drugi gosti pa tako. Je to že kar nekaj časa sedelo pri meni na računalniku. In čakala na to, da se bom jaz tega lotil. No, zdaj, če potegnemo črto, v bistvu ta video, ki ga boste našli na najnem YouTube kanalu, pa povezavo boste našli tudi v zapiskih tega podcasta. Ta video v bistvu je nadgradnja tistih 2 oddaj, ki jih je Matej že omenil, se pravi z Davidom Lozejem pa Andrejem Šenom. Tisti, ki vas je to zanimalo, ki mogoče razmišljate o čem podobnem, pa niste še imeli priložnosti tega videti, lepo vabljeni, da si video ogledate. Pa tudi seveda, da se naročite na YouTube kanal, ker zdaj očitno razširjava ta najn medijski imperij še na en medij. To se tako dobro sliši, medijski imperij. Ja, v bistvu, dobro blago se samo hvali. Ja. Bi pa še nekaj mogoče omenil glede videa. V bistvu na koncu v videu David je nekako govora tudi o recimo napovedanem dogodku, kjer on pripravlja neko izobraževanje razvoja teh BIM knjižnic v Arhikedu. No in če se prav spomnim, David napovedal, da bo to maja, ampak po zadnjih informacijah, ki jih imam od njega, naj bi bilo to v začetku junija ali pa nekje v juniju. Tako da to ni posebej popravljeno v videu, tako da ne traumira, da ste kaj zamudili že, ker je zdaj že konec maja. Skratka, to izobraževanje naj bi se res zgodilo nekje v juniju, vsaj po njegovih besedah. Tako da je najboljše, če vas to zanima, da ali se lahko v tem primeru tudi na naj obrnete, pa bomo mi da to posredovali, ali pa direktno na Davida. In se te povezave bojo tudi v zapiskih, tako da jaz verjamem, da boste našli način, kako zvedeti pravi čas, kdaj bo to izobraževanje. Kaj imamo še v bistvu napoved dogodkov? Ja, 2 se pripravljata, ne? Ja, no, na dan izdaje tega podcasta bo dogodek v Zagorju, oziroma mogoče je že bil dogodek v Zagorju, odvisno kdaj boš objavil. Je že bil, ravno se pelješ domov pod najvrš. Ja, ravno se peljem domov, če bom zdrav, ker mogoče ste slišali, da nisem ravno najbolj pri glasu. No in to je en strokovni posvet o BIM-u in trajnostnih kriterijih, ki ga organizirata
Se niti ne vem kdo. Vem, da je na Kseli oziroma na Itongu v organizaciji, mislim, da Green Building Council Slovenije. Ja, World Green Building, ja, pa Green Building Council Slovenije. Dogodek je tudi akreditiran strani ZAPS-a pa IZS-ja. Jaz mislim, da bo udeležba kar velika, sploh zato, ker je na takem območju, ker ni veliko takih dogodkov, se pravi, to je v Kisovcu pri Zagorju. Na ta dogodek sem tudi jaz vabljen, ker bom govoril o tem, kakšno je stanje BIM-a v Sloveniji, zakaj se uporablja, kako se spopadamo z njim na podlagi vseh teh izkušenj in informacij in vsega, kar sem dobil tudi preko podcasta. Tako da jaz mislim, pričakujem, da bo zanimiv dogodek. No? Seveda, če bom zdrav, drugače boš pa ti moral iti namesto mene. Ampak ja, jaz se ga že veselim. Glede na napovedan program, bo pa tudi ogromno enih zanimivih govornikov in bova imela o čem govoriti. No, to v bistvu plan je vsekakor, da potem v eni izmed naslednjih oddaj BIM pogovorov boš ti nekako malo poročal iz tega srečanja in povedal, kaj si novega izvedel, kako je bilo sprejeto tvoje videnje, kje smo in kam gremo v okviru BIM-a v Sloveniji. Potem kmalu zatem, oziroma mislim, da točno en teden za tem dogodkom, oziroma 2 tedna, za tem dogodkom, je pa en drug dogodek, a boš ti kaj več povedal? To je pa že tisti tradicionalen BIM forum v organizaciji CGS Labs. Letos je skratka to tudi, je to, mislim, da je že 3. ali 4. leto zapored, če se prav spomnim. V bistvu je to 11. junija na Bledu. Bo vsekakor to pač povezava v zapiskih te oddaje, tako da boste lahko na spletni strani BIM foruma 2019 vedeli več o tem. So pa povabljeni zanimivi gosti tudi iz tujine. V bistvu je Raso Steinmann, ki je vodja organizacije Building Smart Nemčija, in pa še imamo enega strokovnjaka iz Estonije, Urmasa Alberja. Se upravičujem vsem tistim, ki vejo, kako se to prav izgovori, tako da on bo pa predstavil, mislim, da je en projekt Rail Baltica. Skratka, neka največja prometna infrastruktura v baltički regiji v zadnjem času. Tako da verjamem, da bo dogodek zanimiv in stališča pač gostov in stališča informacij, ki ne bi jih podali na temo CBIM-a, konec koncev tudi, in pa samega uvajanja BIM načrtovanja v Sloveniji. Imam občutek, da se je ta stvar nekoliko zamaknila vsemi tistimi, recimo, časovnicami, ki smo jih lansko leto slišali na tem dogodku BIM forum, tako da bo zanimivo zvedeti, kaj je novega, časovno novega v bistvu, ne? Glede vseh teh uvajanj, ki jih nekako željno pričakujemo, ne? Na nivoju države. Je pa v drugem delu recimo tudi en tak poseben del, ki je namenjen BIM v praksi, tako da jaz upam, da bo tudi kaj mogoče bolj praktičnega pokazano. Vidim, da sta tam predvidena 2 prispevka, en od DLE in pa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Tako da jaz verjamem, da bo dogodek zanimiv. Jaz po tem programu moram reči, da me kar mika, oziroma se kar veselim dogodka. Sva še v dogovorih, kako se bova to udeležila, no? Upam, da se bova lahko. Obljubim pa, da bova pokomentirala, če se nama bo uspel dogodka udeležiti. Absolutno, mislim, da za vse tiste, ki se pač dogodka ne bojo uspeli udeležiti, pač zanimivo to slišati. In jih mogoče pritegne, da se udeležijo naslednjega leta. Ne? Vedno so zanimivi gosti in upam, da bo diskusija mogoče bolj izpostavljena, kot je bila do zdaj. Ampak pustimo se presenetiti. Ja, v programu to, kar so vsako leto imela veliko zapovedati, so zdaj lepo predvideli čas za diskusijo in podaljšali odmore.
Tako da, če se bojo programa držali, pa ne organizatorjem je vedno v interesu, da bi se ga držali, ampak če se bodo govorci držali predvidenih časovnic, potem bi znal biti. Pa še ena stvar mogoče, to samo kot tako nekam za zabeležiti, ne? Kot pri pripravi takšnih dogodkov. Ravno v tem času, ko to snemava, je en dogodek v Berlinu, nič povezan z BIM-om, ampak ko sem gledal, kakšen agendo imajo tega dogodka, je v bistvu zanimivo, da so dogodek oziroma agendo sestavili tako, da so to 45-minutna predavanja, potem pa 20-minutni odmori. Konstantno. Ja, to je isto, kot je bila Build konferenca. Se mi zdi, da je to full and over format, ker dejansko to v tem primeru, recimo enega tazga BIM foruma, bi to pomenili samo 2, v enem delu samo recimo 2 zaporedna predavanja, potem pa 20 minut odmora. Pa mislim, da je še celo več kot 20 minut, da je že celo pol ure odmora, zdaj ne vem točno na pamet, ampak se mi zdi, da je tak dejansko format omogoča predvsem tisto druženje, zaradi česar tudi večina obiskovalcev ali pa v bistvu tistih, ki pride na te dogodke, dejansko največ odnese od tistega druženja, pogovorov, neformalnih pogovorov, ne samo v bistvu enega tazga podajanja nekih informacij, tako kot ne vemo v šoli. Je zanimiv format, v bistvu bi enkrat morali sprobati to. No, se pravim, takšna je bila enska konferenca Build Europe, ki je bila v Ljubljani, v kateri so tudi posnela oddajo. Tam je bil ta format 45+15 in je bilo v bistvu super. No. Ker 45 minut je tudi ogromno časa, da nekaj govoriš in na koncu vedno ostal čas za diskusijo. To je mislim, to za tele malo krajše oddajo. Za konec bi v bistvu še enkrat rekel, da pojte na zapiske. Če si ne morete vzeti in bi radi direktno prišli na BIM pogovori kanal na YouTubeu, si lahko zapomnite eno zelo preprosto povezavo, to je bimpogovori.si, poševnica YouTube. To je povezava, ki vas bo potem pač preusmerila na YouTube, tako da boste pristali na ta pravem mesto. In potem boste našli tam video, o katerem sva danes govorila. Če pa si jasno, boste vzeli nekaj časa in šli tudi najprej na zapiske za to oddajo, boste vsekakor znotraj zapiskov našli in povezavo in tudi na tisti strani bo tudi polinkan ta video, tako da boste lahko tudi z te strani kar pogledali. Robi še kaj za dodati? Mislim, da ne. Te pustimo, da se greš pozdraviti do konca. Pišete nam lahko, tako kot zmeri, ne bomo posebej omenjali. Pa na YouTube kanal se lahko naročite, ne? Pa vsekakor. Pozabo si reči subscribe. Ja. Pa v bistvu, ne vem, zdaj je neka fora v bistvu tiste, da tisti zvonček klikneš tudi na zvonček, ne pozabiti klikneš. Ja, to sem obvestila, da je nekaj novega. Točno to. Je nič. Robi, adijo. Adijo.